Odnosi so zakon. Dober dan in dobrodošli v še eni oddaji Odnosi so zakon, v kateri danes gostim mojega prijatelja, sodelavca Aleša Čerina, s katerim sva posnela že marsikatero oddajo, ampak tale je pa čist prva, ki jo snemava v živo. Dobrodošel v našem diževem studiu, Aleš. Hvala, Benjamin, za povabilo. Vesel sem tega studija, izjemno lepo zgleda. Ja, hvala za pohvalo, sem vesel, da si ga vesel. Vem, da smo imeli včasih mečken debat, a to sploh rabimo, a ne, ti si pač gospod preprostost, si bolj za preproste izbire in... Ne. Pa se je tole preprosta izbira in potreben je, mero je treba imeti tudi pri preprostosti. No. Ja, in dober je, ne? Ja, tako, zelo dober. No, hvala Bogu. Dejva izročiti tole najno srečanje, pa nič še ne poveva, kaj bo. Izročiva ga v Božje roke, pa povabiva potem ljudi s seboj na pot, ne? V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen. Dobri Gospod Bog, hvala ti za to priložnost, ja, za ta prostor, hvala ti za to, da smo lahko skupaj, tudi če smo takole digitalno povezani, ampak hvala, da lahko z Alešem, evo, prvič v letu 2022 skupaj snemava tole oddajo, da se lahko pogovarjava o nečem, kar se zdi skoraj preveč samoumevno, potem pa, ko malo pogledamo pod pokrov, pa ugotovimo, da gre za pomembne stvari in da nas lahko to pripelje na pot bliže k tebi. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen. V molitvi sem mečkrat nakazal, kam bi naj šla ta tema, pa itak zdaj, če gledajo po YouTubeu, že vejo verjetno, ker je nek naslov tam, a ne? Ampak ja, danes bi se pogovarjala o hoji. Hoji, ki se zdi nekaj tako preprostega, nekaj tako samoumevnega, nekaj, kar tako ali tako vsi počnemo vsak dan, a ne? Do neke mere, na ta način se v osnovi premikamo, pa vendarle lahko tudi hoja skriva ogromno enih odtenkov, enih pomenov za naše življenje. In zanimivo, Aleš, tako kot sva pač razpredala večkrat o denarju in ko si razdelal mnogo tem, mi je res fajn, ker si v bistvu tudi o hoji že zelo dobro razmislil in seveda jo tudi zelo udejanjaš v življenju, a ne? Ja, hoja je čist tak osnovni način premikanja človeka, zelo tako, ja, lahko je tako čist banalna. Vidiš, vsi jo uporabljamo, veš, pa vendar ne vsi. Aha. Pa vendar ne vsi, a veš, nekateri hrepenijo po hoji. Tudi jaz sem, a veš, ko sem bil v bolnišnici, ko sem lahko pravzaprav sam ležal, sem hrepenil po hoji. Tako, tudi če sem lahko hodil samo iz kota v kot, ne, tako pravim. Tako da, tak osnovni način premikanja, obenem pa hoja ima vedno nek cilj, a ne? Da si tako zadaš, da nekam greš, da nekam prideš, a ne? In si je treba tudi zadati, ne vem, nekam bom prišel, a ne? Pa ne glede na to, kakšne bodo okoliščine, recimo, ne? Tako, ne? To v bistvu smo že kar nekaj let nazaj tako pri družini in življenju ugotovili in prepoznali hojo kot eno odlično pot, zastopiti na pot. Se pravi, zastopiti na pot gradnje odnosov. Ne? Pri nas sta Dani in Vilma začela s pohodi od družine do družine, oziroma od skupine do skupine za dobro družine, smo rekli pred nekaj leti. Ne? Potem sta hodila po kaminu, evo tule imamo tole danes s seboj en tak simbol te rumene puščice, tega romarske poti. Potem tudi drugi naši pari, Slavko pa Saša Štern, gresta skupaj sem, gresta tja, gresta iz Gorenjske na morje in imata tudi o tem odlična pričevanja pripravljena, ne. Se pravi, ne vem, da je Luka Šušteršič pred leti z hčerko šel na morje, a ne, tako peš, a ne, in v bistvu se je že kar dobro hoja usidrala kot način, kako pri družini in življenju tudi gradimo neke odnose, a ne. Ja, hoja
A veš, nisem tisti, da mi gremo pa pridemo nekam, da se to lažje prideš z avto, lažje prideš s prevoznim sredstvom. A veš, na poti se pa marsikaj zgodi. Marsikaj se zgodi, recimo na tej poti, ki sta imela Dani pa Vilma po Sloveniji. A veš, vse ljudje vedo, da bi lahko prišla z avtom, sta pa prišla peš. Ko človek pride hiši, recimo peš, je to čist drugo, kot če ti prideš z avto. Kot če ti prideš tudi s kolesom celo. Peš težko prideš v oborožen hiši. Pešca ljudje zaznavajo kot miroljubnega. Nam se je to dostikrat zgodilo, ko smo peš prišli hiši, prešvicani, zruzaki, smrdeči celo, a veš, so nas ljudje radi sprejeli v svoje domove. Čist nekaj drugega je, ko ti prideš z drugim prevoznim sredstvom. Če ti hočeš pokazati, da prihajaš miroljubno hiši, pridi peš. Prideš v eni ranljivosti, v eni neoboroženosti, tako kot si rekel. V eni ranljivosti. Veš, in tudi hoja vedno predvideva nekakšno potenje, nekakšen napor, nekakšno to, da se vržeš iz cone udobja, nekaj nosiš na hrbtu, tiste potrebščine. Se pravi, vržeš se ti ven iz te cone udobja, vržeta se, Bog daj, zakonca skupaj iz cone udobja, skupaj lahko z roko v roki stopta na pot, stopta v nek odnos, ki jo oplaja, da govorimo o zakoncih, ko smo družina in življenje, pa tudi z otrokom, če greš na pot, kot je Luka, stopil s hčerko. Kaj vse se je lahko v teh nekaj dneh zgodilo med njima? To vesta onedva, jaz verjamem, da se je lahko in da se tudi je zgodilo veliko. Odnos, ki ostane za življenje, se pravi. Nekaj, kar se, ena vez se vzpostavi, se okrepi in pač otrok morda lažje zaupa v dobronamernost svojega starša. Se zapeče. To, plus, veš, starš zelo oče v tem primeru, pa tudi mama bi lahko, sam mislim, da smo tukaj bolj poklicani očetje, da potegnemo otroke v svet. To je zdaj tudi greva v svet in še tako, če je taka naravnanost, nisem pripravljen na vse podrobnosti, nimam vse naprej pošlihtano. Torej, nabašam si nekaj osnovnih zadevščin v nahrbtnik in grem. In nimam vse pošlihtano, verjamem, da je svet dober. In s tem zelo nazorno pokažeš otroku, svet je dober, je za iti, so težave, so lahko tudi zagate, ampak vredno je iti v svet in greva midva skupaj v svet. In je drugače, kot da si doma ves čas zabarikadiran za enim. Da itak ne govorimo. Ekranom. Aleš, tebi hoja ogromen pomeni. Bova pol malo povedala, kaj hodiš, kako hodiš, kot vse si hodil, koliko si v lanskem letu prehodil, imaš preštet. Ampak tako, daj mečken povej, odkot za tebe ta odnos do hoje izvira. Kje si ti recimo pač v svoji družini primarni verjetno si s tem se najbolj srečal? Se pravi, če to pogledamo, to je zdaj 45 let nazaj, ker je moj oče naredil nekaj, kar takrat ni bilo tako običajno. Namreč to, da je sestra, takrat sva bila stara tam 13, 14, 15 let recimo, smo mi preprosto hodili iz Ljubljane od doma peš v Triglav. To je bilo takrat zelo tako, nenavadno. Kar za 3 dni smo šli, malo se nam je tam, se sestro to dobro zdelo, so ljudje rekli, kam pa greste, pa smo rekli na Triglav, smo rekli tle že v Polhograjskih Dolomitih pri Ljubljani. Kako na Triglav? Lejte, 3 dni, 4 dni bomo na poti in pridemo na Triglav. Ne vem, oče me to foro, da smo hodili na Triglav. In smo hodili 3, 4, enkrat tudi 10 dni čez vse kamniške karavanke na Triglav. Tako da to so bili, veš, to je tisto, kar se je tako zapeklo vame, da se. Da se peš prideti zelo daleč in da se tu zgraditi odnos z oče sin, oče hči. In tudi da se, pa dobro je, ko srečuješ ljudi na tej poti. A veš, ti ljudje
so velikrat podeželani. Jaz to zelo spoštljivo rečem to besedo. In na teh poteh pride tako čisto avtomatsko do izmenjave med mestnimi škrici in podeželani. Jaz to imam za izjemno dobrino, da se mi lahko tukaj medsebojno tako lahko oplajamo. Potem, ko sva midva z Marinko hodila, sva veliko dobesedno hodila. Že kot fant in Že punca, kot ne? fant in punca, no, ko sva hodila, ko je In tista ko sta hoja. hodila kot fant in Ko punca, sva hodila kot sta fant in tudi punca, hodila sva hodila. dejansko. Skoraj vsaka sobota, pa tudi nedelja je bila posvečena hoji. Mi, da so kar cele res? transverzale delala, lepo za rokce sva se držala in v medhojo razčiščevala, se veš kaj, fant pa punca pa vse sorte, načrtovala, se pogovarjala, veliko je bilo tega, tako bi rekel, tega skupnega, a veš, tukaj gre sta fant pa punca za cel dan, to ni samo en randi za eno urco, ne. Veš, in to sva potem prenesla tudi v družino. Mi smo kot družina veliko hodili ali po hribih, ali na bližnji hrib, tudi to je hoja, ne. In potem sem se jaz tudi malo enkrat namrdnil, ali pa nekako, kako ne rečem, namrdnil. Zdelo se mi je fino, da grem z otrokom 1 na 1. Čist druga dinamika je, ko greš z otrokom 1 na 1, ali za cel dan, ali za več dni, 3, 4, 5 dni, a ne. Kot pa da sta dva, kot pa da smo cela družina, v primerjavi s celo družino. Ja. Ti mu s tem, ko greš sam z njim, rečeš, dragocen si, posvetil ti bom 1, 2, 3, 4, 5 dni časa in tukaj se zdaj odpirajo neslutene možnosti za celo življenjsko povezavo z otrokom, ki je zdaj otrok, pa ga že vidiš kot odraslega, pa ga že nekako ne, da imaš ti vizijo za njegovo pot, ampak ti si predstavljaš odraslega človeka in ga peleš proti prevzemanju odgovornosti za življenje. Tako da sem jaz, ne vem, enkrat sem se namislil, jaz ne vem, po neki božji milosti, sem rekel, punce, zdajle ta izlet bo pa tako, da boste vidve vodile, timsko, malo, Se pravi, se učiš timskega vodenja. timskega dela, vodenja, a ne. Jaz bom samo prevozno sredstvo. Vidite, samo povejte, na zemljevidu mi pokažite pikco, do kam naj vaju jaz pripeljem. Ko bomo stopili z avta, boste vidve prevzele vodenje tega izleta. Enodnevnega v tem primeru je bilo, ne. In če bomo šli, kaj pa če gremo kaj narobe, je bilo vprašanje. Ja, če pa gremo kaj narobe, bom pa jaz pol ure tih in bomo šli narobe, pol bom pa rekel, narobe gremo. Ja, pa boš pa povedal, kje je prav. Ne bom. Ne. Da se boste vidve naučile Voditi in obnašati v neznanih situacijah. Ja. V znanem okolju se je lahko obnašati, v neznanem je pa teže in je treba prevzemati težke odločitve. A smo mi na tem izletu hodili prav? Nismo. A smo prišli na on hrib, ki bi želeli? Nismo. Okay. A je bilo kaj narobe, da nismo? Ja, nič, se ta hrib obstane, greš lahko drugič gor. Ja. Ampak vendar sta punce dobile, Izkušnja je pa bila, ne? Da se zmoreva. A veš? Isto je bilo pri sinu, ki je bil že malo bolj odrasel. Boštjan, tle imaš karto, tle imaš vodnik, tokrat boš ti vodil. Ampak potem prav bova spala tam, kjer bom jaz rekel, ne ti. Seveda, jaz bom ponižno hodil za tabo. Tako da starši, veš, pravijo, pa kako ti pripraviš otroke, da grejo s tabo? V eno ponižno držo sedaj, da oni vodijo. Kjer najstnik pa hoče hoditi na izlete, ko vse zdiktira, vse pove, vse načrtuje, on pa kot ponižen cucek hodi za svojim fotrom, ja, noben noče. Ja. Če pa fotor hodi, oče, no, včasih me kregajo, ko govorim fotor, ne, ampak tako malo najstniški žargon, ga uporabljam, ne. To, kar je bil. Ampak veš, to pa, da oče hodi za najstnikom, ja, to pa je nekaj. In dejansko je bilo tako, mi da sem z Boštjanom hodila dneve in vse je on zorganiziral, vse vodil. Jaz na križiščih, ki je bilo treba
Sem se usedel dol, Boštjan odločil, kje greva in smo tam potem šli, nič pametovanja. Spala ste pa kje? Ja, spala sem pa, ja. A veš, čist bom dal predaj, ti bom dal priliko o Ormožu. A veš, mi to že zvečer pride v Ormož ob 9 tam na žica v eni pizzeriji, da so še peko tistega, ki ena ženska je pekla pice. So jo šli še domov iskati, da nama pico spekla. In potem so mi da tisto pico pojedla, bila 10 po 11 ura in jaz sem mislil, dobro, greva kele, laj Faravš, tamle je Cerko, tamle na eni travci spala. Ne, in sva še hodila 1 urco ven iz Ormoža, v eni hosti, a veš, tam, tukaj bova spala. Ne, no, tukaj bova spala. In so tam spala. In Boštjan je zaspal tako, jaz pa gledam zdaj na drevesa majajoča, neke šume slišim, baterijo svetam, 2 uča ven iz teme. A veš, ampak Boštjan se počutil, jaz vodim. In znam voditi in zmoram. In celo, ko je bilo nekaj, kar ti pač ni pas, ali se mu nisi uprl in nisi šel na prevzemanje vodenja. To je bistveno. Velikrat mi vse po gladki poti pelemo, ima tudi, se veš, te morje, pa potovanja, pa tako vse načrtujemo doma. Mi potem pa otroci samo nekako lebdijo v tem prostoru, si ogledujejo te znamenitosti. Če jih sploh zanimajo. V resnici. Tako da, ne vem, prestaviti fokus ali pa bistvo iz tam, kjer velikrat je, tja, kjer naj bo. Ko so glih pri bistvu, tako, ko so se pripravljala, si mi zelo dobro povedal, kako je lahko pot, v bistvu zdaj si malo govoril o zbliževanju med očeti, recimo, naprimer, in otroki, a ne? Dejansko je pa tudi lahko to pot našega bližanja našemu očetu, se pravi Bogu, a ne? In dejansko, ko stopiš v neznano, ko stopiš iz cone udobja, takrat si šele pripravljen majčken poslušati tisti glas, ki je tihi, šepetajoči glas nebeškega očeta. Se mi zdi, da smo vse prevečkrat v neki naši umetni varnosti, tako kot praviš. Želimo, da je vse varno, tako da je tisto vse predvidljivo, bi rekel še celo. Da imamo mi kontrolo. Da imamo kontrolo. Bog pa pravzaprav raven tega ne želi in nam daje priložnosti spuščati to kontrolo in jih ne zagrabimo. Ne zagrabimo, dokler včasih je Bog tudi hud in nam daje hude preizkušnje, da bi jaz spustil to kontrolo. Pot je zelo večplastna. Jaz pravim, pot je pot po pokrajini najprej. Po pokrajini. V tej pokrajini so okoliščine, ki niso lahke, so klanci, so doline, so sence, so ozke poti, so težke poti, so dolge poti. Mislim, pokrajina in si treba v tej pokrajini znajti. Nekako se odločati na križiščih med prav in narobe. Na življenjski poti zveni znano. Med prav in narobe. Potem je pot, zdaj pa malo v prenesenem pomenu, je pot, bi najprej rekel, pot vase. Tudi če greš z ženo, tudi če greš z otrokom, tudi če greš celo v skupini mož, kot gremo na odmiku za moške v divjini, je vedno dovolj časa, v teh 12 urah, ki se na dan hodi, je dovolj časa, da greš ti vase. In to je potem eno tako enakomerno to gibanje korakov. Podoben je spravim kot rožen venc, enakomernost rožnega venca. Ritmičnost. Ta ritmičnost, greš v globino svojega srca, bi rekel, in tukaj malo začneš delovati. Pot vase, potem je pot do sočloveka, s katerim potuješ po tej poti. Tukaj sem že mičkrat govoril o tem odnosu, ki se lahko splete do velikih globin, do velike moči tega odnosa. Potem je pot, kot sem tudi že malo omenil, do soljudi, ki jih srečuješ. Jaz sem enkrat srečal, prespal sem pri možu,
me je povabil lepo v intimo svojega doma. A veš, ko peš prideš, ti ljudje kar povabijo. Kje te pa vi, Gospod, spal? Ja, ne vem še, a bi mogoče kar pri nas lahko imam dovolj prostora. A veš, in potem je mož videl moje namene ali kaj s tem, kaj je spoznal, a grem lahko en del poti z vami. Ne? In sem potem 4 ure hodila z neznancem. 4 ure se mi pridružil na poti, še 4 ure imel potem on do doma nazaj. Ne? In sva odrinila lahko zelo na globoko. Do bolečine sem nekje napisal. Tudi v molitvu sva ne zašla, ampak prišla. Namenoma vstopila. Do molitve, ko sem jaz doma opazil, da je mož verana. A veš, to se potem je enkrat en mož gor visoko v hribih na mrzlem vrhu, ne? Ko nas je povabil tudi v intimo svojega doma. Ja. Najprej nas je poslal v kopalnico, da smo se malo spucali, da nismo toliko smrdeli. Potem pa povabil v veliko družina, je bila v intimo svojega doma. In ko smo se tako zvečer pogovarjali, še zapeli smo, še tam eno kitaro imeli, smo lepo peli, cerkvene pesmi, gor po hribih, jasno. In prav takole, prav mož, takole, ko vas gledam, pa pravite, da ste Ljubljančani, pa saj ne vem, če ste vi res eni Ljubljančani, pa ne bo to pohvala ali pa graja. Nismo se mu zdeli Ljubljančani, čeprav smo bili z Ljubljane. To jaz mislim, da je ful pohvala. To je bila pohvala, jaz sem to štel kot pohvala, ni pa imel dobrega mnenja preveč o Ljubljančanih. A veš, in to je to uplajanje, to je to res uplajanje. Tudi mi smo kaj njim prinesli. Ja, gotovo, ja. Vsaj neko zanimivost, danes se jim je total spremenil, ena čudaške modeli so tle prišli in so bili eno noč pri nas, zjutraj smo šli pa naprej. Se pravi, priložnost tudi, da ti njim prineseš Boga, če ga nosiš s sabo, če greš tudi sam na tej poti v globine. Ne? Že ko greš, ko hodiš, se že pripravljaš, ne? In potem, ko prideš v odnos z nekom, ko se začneš pogovarjati, imaš kaj dati. Ja, veš, in tudi ti ljudi, ki jih srečaš na poti, ti greš lahko kot en mutac mimo, lahko pa namenoma, to beseda namenoma je dobra. Pozdraviš in lahko tu ustaneš pri navadnem dober dan, lahko pa rečeš, kako lep dan je danes, ali pa poglejte ta pogled, ali pa nekaj rečeš in daš sočloveku možnost, da se razvije en pogovor. Lahko to ostane zelo na površini, lahko pa reče, v katero smer pa vi, Gospod, greste, pa gremo lahko na malo skupaj, ali pa karkoli. Ali pa, zdaj sem imel eno tako priliko opazovati en par, ki je bil zelo zoprn, prav tema je za en od mojih blogov, a veš. Saj bi mu naraj nekaj rekel, naraj bi bil poučevalen, pa sem se nekako zadržal. Ampak opazuješ lahko svet okoli sebe. Da ne govorim tudi, ni zanemarljivo. Včeraj sem šel tlele na Svetega Jakoba pri Katarini nad Medvodami. Kako lepo je bilo. Preprosto lepo. In enkrat, če bi enem in tole, z vnučkom sva hodila, tudi to so poti. Ko si ti enkrat pa dedek, pa rečeš prav, jaz sem hodil s svojimi otroki in zdaj imam jaz precej več časa, kot jih imajo tam mladi, jaz bom s svojimi vnuki hodil. 1, 2, 3, 4, da 5 se že nakazal, bolj slabo hodi, ampak malo bo. Vsak dan bom šel z enem v tej karanteni, ko smo bili v skupnem mehurčku. In to so lepoti. Za 11-letnika 4 urne, za 9-letnika 2 do 3 ure, za 6-letnika uro pa pol 2 uri, za 3-letnika 1 urca. In so vse sami. Z rokico ga lepo primeš, gre, čebla, govori, vidiš, vstopaš v njegov svet, imaš priložnost reči, to, kar sem jaz rekel v enem tem vznesenosti, lepote sončnega zahoda, ko sva bila še na vrh enega kucla blizu Ljubljane, sem rekel 6-letniku, poglej, kaj nama je Bog namenil, poglej, kakšen pogled nama je dal Bog. In prav, ma dedi,
Sej veš, če ne bi bilo Boga, ne bi bilo nič. Ne bi bilo sonca, Ja. ne bi bilo lune, ne bi bilo ljudi, A je kar naštel, ne bi okej. bilo živali. Jaz sem tako si mislil, sam pa se pa ti modelček, ti si mi tako celo genezo, a veš, se ni šel čist po vrsti, pa bilo je dobro, pa tako, veš, ne. Lepo je vse povedal, vse je od Boga. Ja. Bog je počela vsega, bilo je nič in Bog je naredil vse, to je temeljno se je zapeklo v njega. In jaz tudi pravim, sem prišel nazaj, draga moja hčerka, dragi moj zet, dobro delata. Ja. Veš, to je pa tudi dobro delata. Da znaš pohvaliti. In sem vesel, poglej, kaj je Matic 6-letnik povedal. Jaz ne moram to pozabiti. Meni so solze pretekle, a veš. In potem sva tekla kot dva norca dol. To je pa tudi, veš, sva tekla. Dedi je tekel. Zmore, dedi je tekel in bil Bog je v nje noro. A veš, in sva tekla, da vidim, koliko zmore in potem pohvala, koliko ti zmoreš. To je tako, kot Jezus, ki je slišal, ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje. Ej, zmoreš. Ej, Bog, ne? Stvarnik vsega, kar obstaja. Ne? Mi se s hojo se uprisotnjujemo. Kakšen fajn izraz Zoprn, ampak ja, gremo v stvarstvo, ne? Se pravi, Ja. in pač ja, si očaran nad lepoto stvarstva, obenem pa ja, kot veren človek imaš priložnost vstopati v en tak oseben, intimen odnos z Bogom. In ti si mi prej povedal, kako si prav v svet pisem vstopal na eni od teh poti, ki si se tudi namrdno, ne, kot praviš, pa šel enkrat iz Ljubljane v Trst, tri dni, a ne, pa pol, ali kako. Ja, glej, jaz mislim, da je treba hoditi na različne načine, da sem stalno neko družbo opisoval. Ja, Jaz imam rad, da grem tudi sam. Super. Preprosto sam. Ženi zelo dobro rišem pot, se ji tudi javljam, da je dokaj varno. Ja, meni se vedno lahko kaj zgodi. Jaz ženi vedno na računalniku, na zaslonu in vedno pustim narisano pot, ki bom hodil in se zelo držim. Če se je ne moram držati, jo obvestim. Tako da žena bo vedela, kam poslati reševalce, če bom kje obležal, recimo. Okay. Ampak kakorkoli. Namenim se tudi sam in namenil sem se iz Ljubljane do Trsta, ker sem z Marinko prišla od slovenske vasi tlele na hrvaški meji do Ljubljane. In naslednje leto Marinka nekako ni mogla, bila sem nekako poškodovala in sem sam dokončal to Jakobovo pot, ta krak Jakobove do Trsta. In sabo jaz vzamem več vodnikov. En od vodnikov je pač vodnik, ki opisuje pot. Ja. Je karta, je lahko aplikacija. Drug vodnik je pa Sveto pismo, ono malo, a veš, žepno. Tako da v žepu mojih hlač je karta, je telefon, je Sveto pismo v stranskem žepu. V stranskem velikem, namerno take hlače kupujem, da je placa za to. Ne. No in sem si rekel že v Ljubljani na barju, tam je ena klopca bila. In sem rekel, pa dobro, bom jaz odprl tole Sveto pismo, kaj mi Bog želi sporočiti. Preko te poti, preko tokrat, ne? Tokrat, ne, kaj naj imelem, kaj naj nekako, kaj naj gre v mojo, da moje vodilo, ne, za to kot mojo misel, kaj naj se preseli do srca, kaj naj razmišljam. In sem odprem Galačane in preberem, vi ste namreč poklicani k svobodi, bratje. Le da vam svoboda ne bo pretveza za življenje po mesu, temveč služite drug drugemu po ljubezni. Sem rekel, tako dobro, tako na prvi pogled mi je bilo že dobro, svoboda, koliko sem zdaj le svoboden, samca tu stopam na pot proti Trstu, kaj dobro, veš. In potem sem šel kot ten farmacevt, veš, vsako besedo. Kaj je svoboda? Lej, poklican sem k svobodi. Ampak imam takoj opozorilo, le da mi svoboda ne bo pretveza. Da ni samovoljna svoboda, ne? Pretveza za življenje po mesu. Pa takrat, če nisem dobro vedel, kaj je to meso, veš. Ampak malo naprej berem, kaj je meso, kaj so dejanja
mesa. A ne? Ja. A veš, tako je, se to je naprej v istem poglavju, recimo, veš, sem potem to naprej bral. Wow, to je pa meso, moja padla. Padla človeška grešna narava. Ti, ki si teolog, bi to takoj vedel. Jaz pa meso, pa kaj imajo toliko proti mesu, se je prav, da smo telesni, se je prav, da se ukvarjamo, se naša vera je telo je pomembno. Ne? Ampak tukaj je padla človeška narava. Mišljena, ja. In zdaj, poglej, to ljudje pravijo svoboda je velika vrednota. Je, ne? In je. Ja. Sam pazi, jo je treba dati v okvir Božjega, da ti ni predveza za življenje po sam tvoji čutnosti, ker si ti glih zdaj le namisliš, pa kaj bi. Pride deklica, mem si jo poželiš, pride zrezek mengam takoj, bom basova, se bom požrešen, Glej, koga so vse to preberi oziroma dela mesa, ne? Ja. Nečistovanje, nečistost, razuzdanost, malikovanje, čaranje, sovraštvo, prepirljivost, ljubozumnost, jezečasti, hlepnosti, razprtije, strankarstvo, nevoščljivosti, pijančevanja, žretja in kar je še takega. A veš, do tega sem bolj prišel, a to so zdaj dela mesa, ne? Aha, proti temu, ti si svoboden, sam pazi, ne? Pazi, tvoja narava grešna gre po defaultu v to smer. No, vendar pa je duh. Vendar pa imamo tudi sadove duha, ne? Moraš še te prebrati, veš. A da jih bom kar prebral. Da je kar prebrati, jaz sem tudi od tega prišel, veš. Pola, ja, seveda, proti pola. Ja, a veš, tukaj je prav upozorilo, ne? Tukaj pa naprej pravi, temveč služite drug drugemu po ljubezni. To sem jaz tako tudi, služiti drug drugemu. Kdo je moj drugi zdaj? Moja žena, moji otroci. Jaz sem služabnik, služeči voditelj, bom rekel, svoje družine. Veš, ne, se pravi, poln tega je bilo, in pazi, jaz sem to stopal v ritmu, sem prečunal nekako 50,000 korakov na dan, veš, ne, približno. In sem včasih prav ritmično ponavljal, ne, vi ste namreč poklicani k svobodi, bratje. Veš, tuf. In se je zapekl vate za vse večne čase. Zapekl vame, dobesedno. Lej, sadovi duha Benjamine. No, to pa daj. Ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje. Što je sad duha. In kaj je posledica tega? Ja, da ima poklicati svetega duha. Da ima ga prositi, da pride. In da on v nas te sadove obrodi. Se pravi, ni, da se bomo mi sami za svoje lase pocukali, pa v bistvu to proizvedeli v sebi, ampak je duh tisti, ki proizvede te sadove v nas. In jaz sem hvaležen. Pa zdaj bi rekel, takrat bom rekel, naključno sem odprl, dejansko sem naključno odprl, ampak Bog mi je tole pokazal. Verjetno, da sem to takrat rabil in je kvalitetno, ko ne rečem kvalitetno, in še velikrat pomislim na to. S tem si prečiščeval svoje srce, ne? Ko si pač bil na tej poti in ko si vzel čas in ko si obenem to hvaležnost v sebi vzbujal. Vse, ko hodiš, imaš čas, ne? Imaš čas za srečevanje z seboj, z Bogom, z stvarstvom in z ljudmi. Ne? Zanimivo, ko sva ravno šla malo globlje v svetopismo. Ne? Svetopismo kot tako je polno hodcev. Ne? Ja, je polno, prav znamenite imamo. Od Jezusa, pa vsi so vse cajt sem hodila. Kam jaz, če bomo na besa prišel, bom šel k svetom Pavlom, rekel, stari, ti si bil car. Kako si pa ti prehodil? On je bil hodec. Ali pa mogoče, kaj pa vem, so s kakšnimi uslički, sveta družina šla z usličkom, ki pač... Marija pa dojenček, Jožef je pa hodil. Ja, je pa hodil lepo zraven, ne. Jaz sem šel prav za namen tega pogovora Benjamin pogledati, koliko so bile dolge te poti. Pavlova pot iz Jeruzalema v Korint je bila dolga 3000 kilometrov. Wow. Stari, 3000 kilometrov, a veš, korak je pa dolg, koliko že tam, 70-80 centimetrov. In še na poti je imel cel kap dela, ne? In to delo je... In ga je tudi lahko imel, ne? Se je on tudi srečal tako, ne? Če bi se z avionom pelal, ne bi najdel nobenega na poti, ne? In ne bi evangeliziral
skoraj da celotnega tistega sveta je to delal na poti. Jezus je večinoma delal, Vilma prav, spotoma, na poti. Jaz mislim, tiste 3 leta, ko je hodil po svetu, je hodil. In pravi, sin človekov nima, da bi kam glavo položil. On se ni zabarikadiral v neko krčmo, v nekaj, kar je takrat bilo za popotnike, ampak ni imel nekaj, kam bi glavo položil, ni imel nekega stalnega prebivališča, si predstavljam, ampak je hodil iz kraja v kraj. Sveta družina, recimo sem šel pogledat, koliko je ta pot iz Nazareta, kjer so bili doma in so se šli popisati za Božič, pred Božičem v Betlehem, to je 150 km do nas, če bi šel po tistih avtocestah, ki so zdaj v Izraelu. Beg v Egipt je bil dolg 400 km. Ma ti misliš, tako, ko to bereš, si misliš, pa to so bili pred tam. Niso bili pred 400 km, to hodiš, ne vem, 20 dni, recimo, tako, z usličkom pa z vso logistiko. A je današnja hiperprodukcija, zato si je treba cajt vzeti. In dejansko nas je današnja hiperprodukcija, ki nas obenem stresira, nas spravlja v totalen stres, nas je v bistvu oropala preštevilnih takih izkustev, obenem nas je naredila komod, zavaljene. Pravijo, da New Yorkčani, to sem slišal pred časi podatek, so v povprečju za 10 kg lažji od preostalih Američanov, zato ker v bistvu ne uporabljajo avto, ampak hodijo na podzemno, iz podzemne in pol vsak kilometer, 2 naredi peš. In so New Yorkčani menda manj obilni od ostalih. To so zdaj pa telesni sadovi. Telesni sadovi so tudi pomembni v resnici. Pomembni bi zelo, meni je rekla zdravnica, vsi vedo, da sem imel levkemijo najbolj. V levkemiji sem jaz vsako priložnost izkoristil za hojo. To je bila zdaj hoja iz kota v kot. Ena igra se imenuje po sobi, iz kota v kot, v tej sobi sta bile 2 posteli in sem šel od skrajnih do skrajnih meja te sobice, sem šel in sem hodil, koliko časa? Pol ure, to, ko sem takrat zmogel, z rožnim vencem v roki in sem napo en rožen venc zmolil iz enega kota v drugega. Ko sem prišel lahko domov, sem hodil potem kakšen kilometer, 2 na začetku, shiran, izčrpan, od mišic ni bilo več. Ampak če se vrnemo tam v tisto sobo, kako si se pa ti, Aleš, the hodec, A veš, kaj si, tudi jaz, mi smo bili pred tem, vsaj 2-krat so bila skupaj na odmiku za, 2 odmika za moške pred levkemijo, In spomnim, kako si ti to naravno, ritmično skozi hodil, še zdaj te imam pred očmi, Jaz nisem bil, jaz sem se uvajal v to, ampak res, pa si bil pa tam, si bil pa v kotku, iz kota v kot, zabarikadiran v neki hudi nezmožnosti, In to je mogla biti kar kriza, po mojem. Je, in jaz sem imel upanje, da bom še hodil, upanje iz vaših molitev, iz molitev družine, iz molitev vseh teh skupnosti, ki so molile zame, sem imel upanje, da bom še lahko zunaj hodil. In ko sem med 2 kemoterapijama šel za 1 teden domov, je bila moja prva pot v gozd, recimo. Domov se preoblečiti in ženo, rokca v gozd. In že takrat sem malo začel nabirati spet mišice nazaj. Mišice se ti delajo s hojo, z aktivnostjo pač. In zdaj so se mi v teh 2 letih naredile. Mi je pa rekla hematologinja, zelo ostra ženska, rekla, rakavi bolniki, je rekla, za vse bi bilo dobro, morate 5 do 6 na teden hoditi, nič drugega športa ni predlagala, hoditi, toliko, da se prepotiš, ona je lepo rekla, prepotiš, da zašvicaš. A veš, če pa meni to hematologinja rekla, pa moram, vendarle moram, težko žabo v vodo naterati. Tako je, ribo v vodo, da pa plavi. Mislim, jaz to razdelam, ampak kdaj zdaj hoditi, zdaj le po zim so kratki dnevi, 5
lepo takrat zorganiziraj se malo, ne? In pojd hoditi za 1, 2, 3 ure, jaz zdaj to delam, 1, 2, 3 ure. Pa dobro, ti Grem nimaš lepo hoditi. majhnih otrok, pa imaš cajt. Res je to. Ampak tudi, ob če jih imaš, 5 ne. zjutraj je rekel en Marko Košnik, Salesijanc, ima vsak do cajt. Ja. A veš. Se pravi, zdiscipliniraj se, zjutraj vstan, preden tvoja družina vstane, si ti že lepo stoširan nazaj po 5-10 km hoji. 5 km na uro hodiš, približen, ne, po 2 urah je 10 km, pa mečkan stopi s palcami recimo in boš lepo prešvica nazaj. Ali pa si dela po baterijo, Pa greš začer ven. Daj To pa si tudi delam jaz. Ja. aplikacijo naštimi, da lahko hodiš po neravnem terenu, ne, da tudi po nekih grapah hodiš. A tudi kar po noči, kaj? To pa jaz nisem še do zdaj. Ja, daj probi enkrat, pošilj, da te bo malo strah. Malo te je strah po noč, samemu hosti, a veš tam. Ne? Ponovadi grem jaz en tak moj krogec 5 kilometrski, ampak to je pač cesta. Ne? Ja, pet enkrat v grapo. Ok. Nariš si doma potko lepo po grabcah, Se poznam to Pet. mojo hostokle. daj si baterijo lepo na glavo, da imamo take dosti pocen pa kakovostne. Ja, ledice, baterije so zdaj drugačne. Svetijo kapasne. Ja. A veš, in pojdi v neznano pot. Zdaj sem videl z Marinko preseljena za 1-3 mesece, ne? In gledam Šmarno goro. Šmarna gora je totalno oblegana zdaj tudi po noči. Ko božično drevce se vidijo te baterije, gneča je tudi tam med 5 pa 8, 9 uro. Ne? Se pravi, Stalno ljudje hodijo, hodijo na guž, iste guž. lokacije. Na skozi. iste lokacije stalno. Aplikacija ti danes omogoča, da greš čist na druge lokacije. Jaz sem totalno nove poti spoznal. Kjera aplikacija to aleš? Mapi.cz, jaz to reklamo delam. Map.y, ne? Map.y.cz, za me je najboljši, ogromen potkma narisanih na lahek način, si doma potko narišeš. Jaz sem si za danes popoldne, bom šel na poti do doma, Ja. se bom nekje ustavil in bom shodil eno pot v neznanem predelu te lepe Slovenije, kjer še nisem bil. Jaz sem namreč fan, ko nekam pridem, želim malo shoditi tisto pokrajino. Plus malo zmoliti to pokrajino, Benjamin. Veš, ta pokrajina je ranjena. Vilma je enkrat rekla, na Diževem srečanju smo imeli ekipe, ne? Da ima zmoliti to pokrajino. Jaz sem to takrat zelo resno vzel. Premoltijo, ja. Premoliti jo, na glas premoliti. Tako da moje prvo delo, ko začne hoditi, je en rožen venc po defaultu. Ti rečeš, en rožen venček, v žep, to je del opreme, ki ga imaš v tistih pohodnih hlačah, v vedno istem žepu, ga potegneš ven in lepo moliš en rožen venc na glas. Potem pa pri vsakem, moja praksa je pri vsakem znamenju vernosti naših prednikov, pravim, in sem jim hvaležen za ta znamenja vernosti. Križi, Mimogrede, kapelce. Slovenija ima svetovni rekord v številu cerkva na prebivalca. stari. Ja. Ja. Lej, kapelce, križi, znamenja, cerkve. Posod se vstal, pa reč, Gospod, hvala za prednike, še vedno to imamo, jaz bom tule zmolil za nek namen. Jaz imam v telefonu en listek vseh mojih rakavih bolnikov, ki jih poznam, ali pa za neke namene iz moške skupine ali kjerkoli za družino in življenje, za naše voditeljske pare. To so si lepo na seznamu, potegnem ta listek ven, no, za koga bom pa tlele zmolil. Pa to traja koliko minutka, 2, pa lepo zmoliš za enega človeka. To Jaz uživam v zdaj imam slušalke in jih imam slušalke Bluetooth, ne? In tako mi je fajn, ker poslušam podcaste, ne? In zdaj sem začel poslušati The Bible in a Year with Father Mike Schmitz, ne? Poslušam vsak dan 20 minut Božje besede in malo razlage, mimogrede priporočam, res je dober. Zdaj lahko še ujamete, pa pač poslušamo čez cel let, no? Kdor je pač angleško govorečno, ali pa kakšne druge, v glavnem verske podcaste poslušam, no pa kakšnega izvodenja, pa tako, ampak to mi je toliko dobro, res, da hodim tole in
ne vem, oplajaš se, ja, tako kot si rekel, ne, in se bogatiš in imaš pol kaj dati naprej. No, tako. Benjamin, slušalke te tamale, ne? Tako, te tamale za uhce so del moje opreme. Tudi, ne? Ja, to se pravi tudi telefon in tudi ena baterija, ki mi daje še energijo telefonu, ko jo zmanjka, ali pa slušalkam, ko charger, zmanjka. ja. Ne? Power bank, pravi lepo. Ne? A veš, to je del, jaz sem tebi hvaležen, pravzaprav, ko si mi povedal za podcaste tako kot pojem, ne, jaz nisem imel pojma, ne, in si mi povedal za dobre podcaste in jaz lepo pridige poslušam, pridige škofa Berona, ki razlaga nedeljsko božjo besedo, lepo in še marsikaj, ne, jih lepo poslušaš in je to se potem vate useda in enkrat je en rekel, pazi, kakšne pesmi poješ, pazi, kakšne knjige bereš, pazi, s kom se družiš, pazi, komu moliš, a veš, in pazi, kaj poslušaš. Ja. Ker vera je pa iz poslušanja, ne? In poslušanje je iz Božje besede. Ne? In prav tako se mi zdi, da ta način audio, ne, vstopanja v nas, meni osebno je zelo všeč, se rad tudi knjigo berem, ampak tam se res zatakneš pri nečem, česar ne razumeš, pa tako naprej. Tukaj gre pa mimo, pa posrkaš pač tisto, kar takrat zmoreš in to je to. Knjigo bereš tam na enem kavču, Bog ne dej zvečer v postelj in te potegne ali na kavč ali v postelj in nehaš. Ne? Tukaj bi ti ne moreš sredi pokrajine zaspati ob podcastu. Ne? Tako da, ne vem, Priporočava oba. Jaz tako priporočam dnevne poti. No. Ja, deva malo o tem, recimo kratkih pa dolgih poteh. To sva rekla, da bova še posebej naglasila. Se pravi, to, kar si do zdaj opisoval, so bile v glavnem te dolge poti, za katere pa se je dejansko treba vsakodnevno pripravljati, na kratkih, na krajših teh, ki jih lahko že z neko mikronavado začnemo uvajati v svojo rutino vsakodnevno. Ne? Ja, viš, jaz sem iz tega 5 do 6, potem pazi, ne, jaz ne grem to vedno sam. Ne, jaz grem to z ženo, je treba pognati lepotico tudi v dir, malo, ne. Veš, potem grem tudi včasih s sinom, imava kar redna molilna pa povezana s hojo, srečanja z odraslim, ne z vsemi, ampak z enim sinom, zelo specifično, imamo molilno, hodilno srečanje, ali kako naj rečem. Včasih tudi z vnuki, zdaj imamo težave, ki so v teh, a veš, okuženih razredih in tako naprej. Jaz se to zdaj malo ne upam. Ne? Ampak midva sva že imela par dobrih sestankov na hoji. Tako hoja kot povezovanje s svojim voditeljem. Ne? Ja. Glej, Benjamin, odločiti se treba. Na začetku je odločitev. Mene je bila taka naravna, zdaj s tole levkemijo. Jaz sem mogel verjetno to kemoterapijo ven spraviti s švicanjem. To je malo smisel. Je treba tudi vse strupe, ki jih zaužijemo vsakodnevno s švicanjem, lepo ven spraviti. In potem je za telo dober, za dušo in za duha, kot so govorili. Ja. Zdaj, jaz imam ruzak že pripravljen. Veš, tam visi na eni kljuki, noter je že vse, samo še 1 liter pijače dam noter. Vstopni prak je znižen. Vstopni prak je nizek. Ja. Palce imam že v avtu, ali so pa tam pri vhodu pripravljene. Tako da nič. Gojzari so že tam pripravljeni. Vse je pripravljen. A veš, lepo cune, že tam, vedno na istem mestu. Jaz sem en tak človek, da govorimo o nizkem vstopnem pragu. In potem vstanem in grem. In to ne glede na to, ali je dež, ali je sneg, ali je tema, ali je megla, ali je noč, ali je lepo. Vse je dobro za hoditi. Prešvican bom tako ali tako. Če sem pa malo še držal, ker nič hudega. Jaz pravim, nismo iz cukra, smo iz beljakovin in maščob in to ni topno v vodi. Ok, super. To pravi scout. Glej, potem vzamem sabo, vedno na hrbtniku vzamem sabo. Noti imam svetilko, powerbank,
fotoaparat vzamem tudi samo, malo pijače, za jesti za 3 ure ne jemljem. Aha, ne rabiš. Ti si mal proti tem grickanjem čokoladk. Ne, to ne jemljem. Nič, pijača mi je pa pomembna. Vzamem telefon, Marinki narišem pot na ekran, tu bom hodil in se odpravim. Včasih je to ob 3, včasih je to ob 5, včasih je to tudi ob 8:30 sem že šel. Potem pa še eno lepo navado imam, pokličem kakšnega človeka. Med potjo se mi zdi vredno poklicati ljudi, ki so molili zame, s katerimi se že dolgo nismo slišali. Namenoma pokličeš ljudi in se malo pogovoriš z njimi. Jaz sem se zdajle zahvaljujem šele ljudem za čestitke, ki so nam poslali v Božič, jih imam, čestitke so zdaj del opreme in jih iz enega žepa v drugega dajem in človeka pokličem, se v živo, jaz ne rad pišem čestitke, rad pa pokličem in se zahvalim in zdaj se jim lepo zahvaljujem. Ena take fore. Super. Fajn, a imamo še kaj o hoji na splošno ali bova prešla na predloge, recimo, kako lahko v letošnjem letu, pač tudi zakonci stopimo na hojo, na pot. Ja, ne vem, Benjamin, kje sva zdajle v časovnem, to ti skrbiš za časovnico. Počas se bližava zaključku. Se bližava koncu svoje gostobesedna. Glej, Benjamin, povabimo zakonce. Čistko le preprosto v vsakodnevno. Dajte si za cilj, midva bova 2-krat šla z roko v roki, 2-krat na teden, bova šla z roko v roki na nek sprehod, ki bo dolg 5 kilometrov in bova majčkan zašvicala. Za začetek tudi, če ne bosta, da se zmigaš, da greš. Fino je, da greš na neraven teren, pa tudi cesta je boljš kot nič, ampak fino je, da to nek naraven teren poiščeta in se s tem pripravljata za daljše variante, ki so potem lahko možne. Za konce bomo povabili, enkrat sem jaz začrtal za ene sestre Uršulinke eno pot, 3-dnevno. One so to ekološko papeževo encikliko predelovale. Mi lahko vzamemo pa Amoris Laetitia. Hvaljen moj gospod, mi bi pa rekli Amoris Laudato Si, hvaljen moj gospod. Mi pa dajmo tole, ki je za konce, ki govori o družini, o zakonu, o vsem živem. Vzamemo lepo Amoris Laetitia na pot, podčrtate si poglavja, katera bosta prebrala in se v njih pogovarjala. Tam noter je omenjena zelo često Božja beseda, dajte še eno sveto pismo, če ga ni na aplikaciji ali pa tako. In lepo to v Božji besedi, v molitvi, v hojo, z roko v roki, z ramo v brami, z roko v roki, težko, če imaš palce, ampak vendarle v neki simboliki z roko v roki. Se pravi, to bo že dostopno pri nas na spletni strani, bomo poskrbeli za spomladi. Bomo to poskrbeli, da bo to spomlad na razpolago. Potem so tam noter bodo tudi turistične možnosti za prespat. Predlagam pa pravzaprav, da tudi vidva rečeta, midva lahko spiva kjer čva. In vzameta sabo spalko pa podlogo in ko zvečer, ko se stemni, je tam neka travca in se vležete dol in gledate zvezde pa drugega in tako naprej. Mogoče pa res. Glej, jaz sem tukaj malo nor, kar se tega tiče, pa da ne mislim, da bi Marinka tako šla z mano. Ne viš. Sem toliko, da se je razjasnil. Sem toliko, da vemo, Glej, ampak bomo pa tako spali, pa deci, ne? Deci pa bomo tako spali in to je tako namerno, namerno se moramo tudi mi dati malo v držo negotovosti. To mi še povej, to so rekla, da bova povedala, kako zelo, to mečkrat sva omenila, kako smo radi na zihr danes in kako pomembno je, tako kot si rekel, da se namerno dajemo v neznano situacijo, v negotovost. Saj kaj čem še reči, zato ker je pot je kot življenje samo. A je življenje ena sama gotovost? A je predvidljivo? Ni, ne. Ni. In pot pa lahko je. Jaz poznam gospo, ki je
toliko težila svojemu možu, da je vse načrtovala do minute natančno, kje je vsi postanki na poti, pa na morje, ko gremo za avto, kje bomo ostali, na kateri pumpi, kje bo dosti zalulati, zato vse predvidljivo. Ja, pismo je tako življenje, kaj sploh, a veš, potem te pa vsaka stvar, ki te vrže iztira, te toliko vrže iztira, da se komaj pobereš. Tako da mi se moramo namerno malo pustiti se vršiti iztira, da se s tem pripravimo, ko nas okoliščine, ko nam Bog omogoči. Ko nam korona že 2,5-3 leta kroji življenje in ga spreminja na načine. Jaz pravim, pot je kot življenje samo. Je naporno, je tudi lenarjenja malo, veš, na poti. Tudi to moraš omogočati. Je počitek, je trdo delo, hoja je kar trdo delo, je potem počitek. Čez opolne se jaz vedno na poti za 2-3 ure dolo ležem. Lepo napihnem podlogo in se dolo ležem, zaspim, lenaram, berem, mislim, molim, nekaj, zaspim velikrat tudi. Pa tudi otrokom to omogočam in tudi deci tole. Ja, to je boljši del dneva. Veš, glej, na taki poti je tudi potem lakota, je tudi vsega dovolj, ko se pride do neke gostilne, do trgovine, do vsega. In to na poteh se tudi ne špara. Doma špari. Na poti pa ne. Na poti smo otrokom rekli, sladoled, kakor češ? Kako? A lahko družinskega? Češ pojedu družinskega, pa družinskega daj. A veš, da je razlika tudi glede na doma. Na poti je nek tip obnašanja, nekaj pa doma, ne? A veš. To se pravi, življenje samo je tudi srečevanje z ljudmi, ki so taki in drugačni, ne? Pa večinoma so dobri. Ti vidiš na poti, ko prideš s poti, jaz sem prišel z Idrijsko-Cerkljanskega, tole še moram reči. Benjamin, Idrijsko-Cerkljanska pot, ko sem žal pokojnega Darja Kortezeja vprašal, lej, to pot sem naredil, to, kaj predlagaš? Je rekel, Idrijsko-Cerkljansko. Tako, izstrelo je. In potem sem šel, 2 leti sem hodil to pot v majhnem območju med Cerknim in Idrijo, so speljali 200 km poti. Neverjeten je, veš, in to hodiš po grapah, oni pravijo po pstotah, PST-otah, pstota, pustinja, puščava, ali kaj, pust svet nekako, veš. In jaz sem 10 dni, v 2 letih sem 2krat po 5 dni hodil po tej pokrajini. Pa jaz se tako sprašujem, kaj se jaz tako dobro počutim tle? Kaj je tukaj? Kaj je v tej pokrajini? Kaj je tukaj, ne? In potem sem ugotovil, tukaj so ljudje, ki se ne sekirajo v trdem okolju, veš, to so grape, to so strmine. Ena ženska je rekla, sem za svine kuhala, mi je kotu po klancu šel, pa nikoli več ga nisem videla. Neko grafo se je zapelo. Kure moraš za nogo privezati, da ti po klancu ne vidijo. Heci so pa veš, in ti ljudje so pripravljeni na težo življenja in ne jamrajo. Jaz sem bil 10 dni v pokrajini, ki ni nič jamrala. A veš, pa njih snega zapade, kakor češ. In je treba to skidati, je treba na teh do 1500 metrih živeti. Veš, in to je težko življenje in so ljudje so se odvadali jamranja in zaupajo ljudem. Mi smo tudi poklicani, da se malo odvadimo, malo odvadimo jamranja, da se privadimo zaupanja in ljudem in Bogu. Jaz si upam reči, da s temi 5 dnevi pohoda po divjini, kjer je približno začrtana pot, ne pa povsem natančno, marsikjer ga tu malo vrže stira, a nisi še bil na tej poti, tudi ti, ko vodiš, ne, in tako, ne. Namerno nisem na tej poti, ampak ljudem je danes to res nekaj novega, ne, in res nekaj strašljivega malo, ne. In zdaj midva preprosto spet ponovno vabiva možakarja, ne, da pač
Prijavnica je na Diževi spletni strani. Zdaj je cajt, da se prijavimo, zdaj je cajt, da začnemo trenirati in da gremo na eno od teh 4 poti, ki jih pripravljamo, zato ker so potrebe tako velike, zato ker smo tako zelo scrkljani, zato ker smo tako zelo zrutinirani, ker ne verjamemo v to, da je lahko kdaj boljš, da je lahko kdaj drugač. Zanj, če na tvojem mestu tule sedel Karlo, smo imeli oddajo, jo priporočam res, ki je razlagal o tem, kaj je tudi ta pot za njega pomenila. No. Se mi zdi, da malo morda pretiravamo zelo v to smer, ker želimo res povabiti, ampak je 5-dnevna pot, ki zares omogoča začetek neke spremembe in zato nam je toliko fajn in zato smo toliko sitni s tem, ali pa jaz sem sitni s tem, da vabim na to pot, no. Ker mi je res toliko fajna, je meni tudi osebno toliko pomenila. Saša, moja žena, vidi, da je to fajn in pač mečkim s težavo, ampak reče, kar pet, vidim, da ti je v redu, da rabiš. Ne. A veš, in ta negotovost je, a veš, da greš tu preko. No. Negotovost, pa nepredvidljivost tudi enega voditelja, recimo. Ne. Ja, pa podrediti se moraš voditelju, ni demokracije. Ni demokracije. In lansko leto se spomnim, smo prišli po celodnevni hoji na en hrib, zelo lepo je bilo zaspati tam okoli ene cerkovce, ampak dajmo, Aleš, konc, fertik, lej, noč bo, nič hudega, fanti, lejte, tam je še ena cerkovca, tam gor bomo spali. Ne, ja. In smo šli v tišini, da se pravi, a veš tistka, do tukaj zmorem, se mi zdi, da zmorem. Aha, je pa treba. Če je pa treba, pa zmorem še 2 ure hoje, do 10 lepo zvečer. In potem so bili nekateri tako utrujeni, da so pozabili biti tečni. Samo zaspali smo, ampak veš, dec mora imeti zmorem v tem svetu. Zmorem z Božjo pomočjo, ker med potjo je bila čista tišina te 2 uri. Verjamem, da še vsako globino svojega srca umolitev. Smo že v Kočevskem Rogu tudi imeli priložnost, ker smo na gorivo Rožnega venca še zmogli pot do... Se spomnim. Do tiste koče. Super. Aleš, hvala. Bogu hvala tudi za to, da te je opremil tudi za to modrostjo o hoji in da si pripravljen dajati naprej. Diževci in vsi ostali, ki še to niste, pa morda kdaj boste vabljeni, pridružite se nam, odprti smo, želimo si tega, da nas je več, ki hodimo po takih poteh, da sledimo rumenim puščicam v življenju, da sledimo nekim pravim smerokazom, ker obstajajo bolj prave, pa manj prave poti in to je dejstvo. In napačne poti. Kompletno napačne. Tako, kompletno napačne, da ne bomo politično korektni. Nekaj si hotel biti politično korekten. Imaš prav, Veš, pot lahko po ovinkih vodi v pravo smer. Nekaj časa greš narobe, pa se vrneš nazaj. To so pa manj prave, obstajajo pa tudi čist napačne. Napačne, ki greš v obratni smeri. Meso pa duh, ne, se sva. Odlično. Tako da, hvala lepa, hvala tebi, se vidimo prihodnič. In hvala vsem, ki boste poslušali pa gledali tale pogovor. Tako, prijavite se na YouTubeu, polajkajte, povšečkajte, tisti zvonček si dajte, da boste vedeli, kad pride nova oddaja. Na Facebooku nas tudi lahko pač spremljate, lahko všečkate stran Družina in življenje. Lahko se napišete na e-novičke, tudi tam tedensko pač dobite novice, članke in tudi oddaje pridejo v vaš mailbox, tako da več je poti, več je priložnosti. Če je začetek poti za vas to, da se prijavite na enega od teh digitalnih kanalov, pa naj bo to, pa se še kdaj kasneje še kje druge vidimo. Hvala lepa.